Ćao, ragazzi! Pozdravljeni spet v svetu filma. Kot obljubljeno se bomo danes posvetili festivalu dokumentarnega filma, ki je letos potekal že 26. Nagrado Amnesty International Slovenije, ki jo podelijo vsako leto za najboljši film na temo človekovih pravic, je prejel dokumentarec režiserke Kumjane Novakove Tišina razuma. Gre za film, ki nasprotuje mitu normaliziranja množičnih posilstev in spolnega suženjstva oziroma sprejemanju spolnega nasilja kot naravnega elementa vojne ali vojaškega konflikta. Temelji pa na pričevanjih o množičnih posilstvih med vojno v Bosni in Hercegovini. Po oceni žirije, citiram, nas film opominja na eno najtemnejših epizod sodobne Evrope, ko so mnogi po svetu gledali stran, ko je žensko telo postalo bojno polje za mizogine in za frustrirane moške. Konec citata. Režiserka pa je ob prejetju nagrade spomnila še na to, da se zdaj iste stvari dogajajo v Palestini. Nikada nisam opisivala to što mi se dogodilo nikome detaljno. Ako sam htjela to da kažem, da sam samo rekla da se dogodilo to najgore. I od tog puta pa nadalje, za vrijeme cijelog mog boravka u logoru, nikada više nikome nisam ništa pričala. Od tog događaja sam posle čutala. Sicer smo lahko na festivalu videli precej filmov, pri skoraj vseh pa smo bili deležni še pogovorov, kar je definitivno oplemenitilo gledalsko izkušnjo. Författaren Elisabeth Eastlake säger då om denna maskin: kamerans uppgift är att bevisa fakta. Varje fotografi blir till ett autentiskt kapitel i vår världs historia. To su sve jasno. Svet sam obišao, 112 zemalja sveta. Hoću džakovi da mi se vrate, inače, brate mili, kad mi krenemo da krademo. Ja sam moj odradio tako. To nisi ti vuko dole, mene bole kurac. You have 20 people that are employed doing the job of one person. I just sit there for 6 hours to do nothing. 我国的天网工程安装的有1.7亿台摄像头，是世界上最大的视频监控网络。在这个 APP 上，我们还可以看到自己的一个排名，也是给居民营造了一个比学赶超的一个氛围。Vatsa synnytti Sanna. Poika syntyi, siis tuli peremismaja. Aku tytär syntyi vain. Alors, ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un enfant? Ce qui est dur pour nous, c'est qu'on a déjà perdu un bébé. C'est un parcours, quoi. C'est que des petites étapes. Na jednej strani mi je to neka življenjski cilj bil, da vidim ta kraj. Na drugi strani sem pa žalosten, ker se spominjam, kako je morala trpeti, preden je umrla. Festival dokumentarnega filma je letos ponudil okrog 25 celovečernih in kratkih filmov. V retrospektivnem delu pa so prikazali filme Nike Autor, s katero se je po projekciji filma V deželi medvedov pogovarjala filmska kritičarka Veronika Zakonjšek. Slučajno se je pogovoru pridružil tudi Amir, protagonist filma V deželi medvedov, ki si je želel film pač po nekaj letih ponovno ogledati in se je znašel v dvorani. Danes pravimo, je sicer lažje živeti, saj je zaposlen in za to celo dobiva denar. Takrat pa je bil eden od delavcev v gradbeništvu, ki so prišli iz tujine, bili izkoriščeni in za svoje delo nikoli niso bili plačani. Prav to je tudi rdeča nit tega observacijskega dokumentarnega filma. Spomnim se, da sem Armina spoznala pred tem filmom, in sicer ko smo se lotili snemanja filma Poročilo o stanju prosilcev za azil
med leti 2008 in 2009 v Republiki Sloveniji, to je bil naslov filma. In takrat je bil Armin že zraven. Kot aktivist in podpornik prosilcev za azil, ki so se takrat združili v gibanje Svet za vsakogar in so se v bistvu izpostavili, odšli v nek javno izpostavljen medijski boj, skupaj s podporniki iz različnih fakultet in ostalimi mladimi aktivisti in aktivistimi. In vse se pa dogajalo v socialnem centru Rog. In takrat mislim, da sva se z Arminom spoznala, se pravi, to je bilo po mojem nekje leta 2007. Potem pa je Armin tudi se preselil v stanovanje, ki je na tem filmu, kjer sem živela predtem jaz kot študentka, ne? Ja. Tako da smo bili na različne načine povezani. Tudi v filmu samem lahko vidimo domačnost. Niko namreč Armin skupaj s svojo partnerko pogosti celo v domači kuhinji. Armin je opisal, kako se tega obdobja izpred 15 let, ko je film nastajal od 2009 do 2011, spomni sam. V bistvu je to bilo obdobje zaprtosti, kako Bosne, tako Slovenije, mislim, tega viznega rigidnega sistema. In sam film se dotika res take ene travme, ki je še dan danes prisotna, mislim, ne samo teh opeharenih delavcev, ampak delavcev še dan danes nasploh, mislim, doživljamo krizo, pa tudi 15 let potem. Film V deželi medvedov je bil premierno predvajan na Majski šoli Delavsko-Pankrske univerze. Premierno je bil predstavljen na tej prvomajski šoli v menzi pri Koritu in jaz se spomnim, da je takrat bila menza pri Koritu nabita polna, tudi zaradi tega, ker je bilo v okviru tega festivala oziroma te šole, ki je gostila takrat tudi kar večje število nekih gostov pa mladih ljudi, ki so se udeležili. In naslov, če se prav spomnim, tiste šole je bilo evropska integracija. To je bila neka tema, s katero so se na tej prvomajski šoli ukvarjali. In to je bilo seveda ta film, z vsem, kar se odvija, je bila seveda neka tema, ki je sovpadala z tem. In se spomnim, da je bilo zelo tudi emocionalno močno sprejeto. Se spomnim, da so ljudje zelo iskreno kazali in zelo močno neka čustva, zaradi tega, ker je dosti ljudi, ki so si ta film prvič takrat ogledali, bilo ne samo neposredno vpletenih v te teme, se pravi, bodi si kot nekih aktivistov, ampak tudi kot nekih raziskovalcev, ki so prišli z te šole, pa udeležilo se je tudi neko večje število delavcev, ki so takrat prišli preko Armina in aktivistov, ki so se organizirali, kot takrat IWW se imenovalo, Invisible Workers of the World. Tako da je bilo tako zelo na eni strani nabito, čustveno nabito, na drugi strani, ker so pač ti ljudje prepoznali v teh zgodbah, na drugi strani je bilo pa tudi zelo neki močni odzivi, ker so seveda gledalci in gledalke bili zelo intenzivno vpleteni v te teme, oziroma v to temo, ki jo prikazuje ta film. Tako da tega se spomnim zdaj, kako gledam za nazaj. Včasih recimo se mi zdi, da ne vem, koliko sem se tega sploh takrat lotila, da je bilo tako zelo tako zelo, ne vem sploh, kako je to pojmela, nek naiven pristop, ampak iskren, ja. Spomnim se, da nismo imeli niti kamere, ko mi je Armin rekel, da bi to posneli, pa sem nekaj naštudiram film, jaz sem na slikarstvu, pa rekel, neki kamero dobili. Je s pravicami delavcev iz tujine danes kaj boljše kot pred 15 leti? Jaz mislim, da ni tega fonda še dan danes, ampak stvari so se nekako mehčale glede sporazumov. In dejansko Bosna je takrat vključena, ne samo da je Bosna, ampak mislim, da celo Makedonija, danes Severna Makedonija, se je izkazalo, da Bosna in Severna Makedonija niso del tega bilateralnega sporazuma, ki upošteva določene pravice, ki izhajajo iz dela. Torej, ljudi, ki so ustvarjali akumulacijo, da bi lahko iz zavoda dobili neko poplačilo za nadomestilo brezposelnosti,
niso bili vključeni, dokler ne dobijo pač vizum ali pa nečesa. Zdaj je to spremenjeno in ta stvar poteka normalno. Evo. Če lahko še sam nekaj dodam, seveda spremenila se zakonodaja glede zaposlovanja tuje delovne sile ali pa recimo državljanov, kot je bilo prej bilo različno. Spremenili so se razni sporazumi, ampak to nikakor ne pomeni, da se je kakorkoli zmanjšalo bodisi izkoriščanje ali pa neplačevanje, kar pa se veš, za pol ure se lahko oglasi kdorkoli v delavski svetovalnici, pa bo videl to dolgo vrsto delavcev, ki čakajo na pomoč zaposlenih tam zaradi bodisi izkoriščanja, okoriščanja, nasilja na delovnem mestu in tako dalje. Nika Autor sicer pravkar pripravlja tudi film o uporabnikih delavske svetovalnice, ki gre pravkar v produkcijo. Njeni dokumentarni filmi se namreč skoraj vedno obračajo k ogroženim skupinam, najsi so to begunci ali migrantski delavci in podobni. Dosti časa je denimo preživela tudi na mejah po Balkanu, ko je snemala svoj filmski obzornik na temo begunske poti. Si vzameš čas, to je ena stvar, se pravi, da kolikor je nek manko tega, da so ti vsi filmi nastajali brez nekih resnih produkcijskih sredstev in zaradi tega brez resnih deadlineov, je seveda plus tega, da sem imela za njih nek čas, ki je neomejen. In ta čas je zelo dragocen, sploh ko delaš z ljudmi, ki, kot si rekla, so na neki margini v situacijah, ki so nezavidljive. In to je ena stvar, druga stvar pa je, kar sem se recimo naučila na terenu, to, da pač si iskren in da poveš takoj, zakaj si tam in kaj si želiš narediti in pač vprašaš ljudi, če si to želijo ali če si tega ne želijo. To se mi zdi, da sta ta dva zelo preprosti stvari. Je pa Nika Autor zelo znana po svojih obzornikih. Svoj prvi obzornik si v bistvu prvič posnela leta 2013, obzornik 55, tako da zdaj že dobro desetletje nekako raziskuješ to formo. Zdaj si se že malo sama dotaknila tega vprašanja, ampak mogoče kako se je tvoj filmski izraz mogoče od številke 55 pa do zadnje 424 spreminjal, kako mogoče si razumela obzornike takrat, kako si mogoče zdaj pustiš še kaj več svobode ali pa ja. Mogoče bi sem za obzornike povedala to, da obzornik je pač neka zelo specifična filmska forma v zgodovini filma, ki je obstajala preden so v gospodinjstva vstopili televizije, in je imela takrat vlogo, recimo do nekaj 50 let, imela neko vlogo informiranja ljudi, ki so prišli bodisi v kinodvorano ali pa so se na nekem velikem platnu odvrtel film, in je običajno imel tudi nek status, obzornik ima status nekega predfilma, ki je v zelo kratkih segmentih postregal z nekimi informacijami segmenta športa, kulture, aktualnega političnega dogajanja in tako dalje. Potem je pa to seveda postala neka obsoletna forma in obzorniki se več niso snemali, in kar je bilo meni 2013, ko smo začeli s tem, oziroma sem začela malček preiskovati to formo, tako fascinantno je bil ta ponoven nek revival te forme vsakič, ko recimo je v zgodovini nastala neka širša družbena, politična, socialna trenja, in ta nek revival ali pa ponovni vznik te forme strani nekih
rečemo temu, na eni strani bodi si nekih deprivilegiranih skupin, ki so dobile kamero v roke, pa bile podprte strani nekih filmarjev, ali pa na drugi strani recimo malček bolj levo usmerjenih, angažiranih filmov. Tako je bilo v 60-ih, tako je bilo tudi v 70-ih, potem imamo ponovni nek revival te forme v 80-ih. Govorim o tem, da pač so tudi sami cineasti ali pa neke skupine, ki so se to formo ponovno poskušale zapopasti, tudi poimenovali recimo svoje gibanje, newsreel gibanje ali pa obzorniško gibanje in tako dalje. In meni se je zdelo fascinantno na kak način ta forma, ki več seveda ni imela te oblike, kot smo jo poznali do 50-ih let, poskuša, ampak se je to poimenovanje prilepilo na neke poskuse filmarjev pa skupin, ki so poskušali v svet, na platno, v glas, v neko vidno polje spraviti teme, ki niso dobile mesta recimo v nekem obstoječem ali pa mainstream prostorih, ne? Se pravi teme deprivilegiranih, marginaliziranih, tako ali drugače opeharjenih, koloniziranih in tako dalje skupin in posameznikov, ne? In v bistvu, ko smo takrat začeli z tem, recimo, da obzorniškim gibanjem še pri nas, ne, ta prvi film smo posneli skupaj, jaz, Ciril Oberstar, Jure Meden, Marko Bratina, veliko ljudi je sodelovalo zraven, smo se na nek način poskušali dotakniti te forme in to smo rekli, enkrat bomo to storili, se pravi, da v zelo kratkih segmentih poročala o nekem dogajanju. Potem pa sem se jaz odločila, da bom to poimenovanje vseeno obdržala, kljub temu, da te forme, kot smo jo poznali, ne ponovno, kako bi rekla, uporabljamo. Poimenovanje pa sem želela, da obdržimo kot nek spomin, da se vedno znova spomnimo na vsa ta gibanja, na vse te poskuse teh skupin in posameznikov, ki so klicali k neki večji vidljivosti in slišnosti tistih, ki so bili zatirani. In to je kot nek spomin, še vedno ohranjamo to ime. Zdaj, kar se pa tiče nekih različnih pristopov, kot si rekla, ja, to pa ne vem, se mi zdi, da zelo težko ostanem pri enem pristopu in zelo izjemno blizu mi je recimo nek esejni film, hkrati mi je zelo blizu tudi delati neposredno z ljudmi, tako sem rekla, zdaj trenutno delam en observacijski film v Delavski svetovalnici, hkrati mi je zelo spet blizu neki ti čisti odmiki, tako kot so recimo Rdeči gozdovi, kjer pač smo se sam sprehajali s kamero po gozdovih. Na festivalu dokumentarnega filma je bil predvajan tudi film Maje Pretnar z naslovom Duhovnica. Režiserka je več let sledila evangeličanski duhovnici in na začetku še ni vedela, da bo v tem času ta izstopila iz cerkve. Domači dokumentarec je bil nagrajen sicer že večkrat, med drugim za najboljši film po izboru občinstva na festivalu slovenskega filma lani v Portorožu, kjer je prejel tudi Vesno za najboljšo montažo ter nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk za najboljši celovečerec v tekmovalnem programu. Angele, Sebastiane, izvolite. Vzemite se, lepe praznike, Mišinka, vzemi se. Ja, moja se žalja najprej raztros pepela, taka ne bo žara, ampak raztros pepela. Žara, aha, dobro. Príď Ježiši, drahý hosti, nakrm, napoj nás z milosti do sytosti. Moja sestra mi je, nema veze koga, ali moja sestra mi je življenje rešila tudi. Ena od teh, kar mi je življenje rešila, tebi. To nikdar ne pozabim, res. A je? Ja, ti si me rešila. Ne, so ne. Ti pa družina.
Razmišljaš, si tako sposobna, kako ne vem, kam imaš občutek, nekšni manj vrednosti. Nemam ga občutka, glej toliko sam sposobno pa hočem končno delati, ampak jaz sem se nikdar ne mogla realizirati. Vedno, da mi je najbolje šlo, te so me stavili. Ne smeš oditi tisto, kar si krščena. Neka bi odišla s krščanstvom, am kristjanka sikdar. Eto. Svoje cerkve. Kako je režiserka sploh našla svoj subjekt opazovanja? Rumeni tisk, tam sem prvi slišala za njo 20 let nazaj, po mojem, 15, ajde. In to je tako, kar bil po Prekmurju velik tak velika afera, velik tabu. In takrat sem prvič postala pozorna na njo, hkrati pa kasneje se veliko enih zanimivih stvari v povezavi z njo nekako dogajalo. Ne vem, ona je bila ena prvih, ki je rekla, da bi poročila 2 geja, pa vedno je imela take neke odprte nazore, tako da zato me je začela zanimati. Domnevam pa, da to prvo srečanje, ki se je v bistvu zgodilo, mislim, da leta 2017, je ostalo tudi v spominu po eni fajni anekdoti. Nekako se mi zdi, da ta anekdota kar opiše to, da je Jana oseba, ki jo enostavno filmska kamera obožuje, in domnevam, da se kot režiserka filma, kot se pripravljaš na neko tako zgodbo, navdušeno spopadeš z glavno protagonistko, ki ima takšen način pripovedovanja, tako bogat način doživljanja. Kako je mogoče preko te anekdote res nekako zazvetila ta iskrica, da bo Jana glavna protagonistka celovečernega dokumentarca? Ne vem zdaj, če imaš točno to anekdoto, ko imam jaz v glavi, ampak okej. Ja, v bistvu, ko smo se začeli družiti, je nekako ena od prvih stvari, ki mi je povedala v avtu, midve smo ure in ure preživeli v avtu, ker se je ona stalno vozila iz Murske Sobote na Goričko, na okoliške kraje. In tam smo zmeraj klepetali in to sem že večkrat rekla, da je avto bil neka spovednica za njo in tam mi je tudi najbolj osebne stvari zaupala. In ena prvih stvari, ki je bila zelo humorna in smo jo že v filmu izpustili, je ta, da je razlagala, da je kot duhovnica imela veliko enih zanimivih stvari in ena od teh je bila tudi to, da je na pogrebu padla v grob in se kopala ven iz tistega blata in je pač zelo smešno ona to povedala, ampak nažalost vse te njene prigode niso mogle biti na koncu v filmu. Pa dobro je, da nekaj ostane neizpovedanega, ampak ja, takrat me je osvojila in v bistvu sem potem vsako nedeljo preživela v cerkvi, tako bom rekla, dolga leta. Duhovnica Jana se na neki točki v filmu odloči, da bi morda lahko oplemenitila svoj prihodek s služenjem verske službe kar v vojski. Dejansko je pred njo, oni imajo tako razdeljeno, da v bistvu imajo v bistvu duhovnike od vsake veroizpovedi v vojski. To pomeni, da tudi evangeličani so že predhodne ona imela, predhodnica njena je bila ta Latka, ki jo ona omenja, in ona je že v vojski duhovnica, tako da to ne bi bila Jana prva, ampak se je dejansko prav odprlo mesto in tudi lobirali so malo, naj se Jana prijavi, potem se je pa vse skupaj v bistvu zapletlo. Sicer nismo šli tu v detajle, ampak tudi sama je nekako po tistem sestanku, ko je njej tisti gospod v vojski začel razlagati, kako bo mogla iti s 30-kilogramskim nahrbtnikom tako gor v hrib, je rekla, to pa ni za mene. Pa tudi pravi sama, zdaj ko gleda nazaj, še dobro, da ni šla, ker zna se zgodi, da bi potem pač ostala in nikoli zares ne bi šla ven. Dokumentarni film Duhovnica sta že odkupili Al Jazeera in švicarska nacionalna televizija. Kako pa je film sprejela cerkvena skupnost? Sploh glede na to, da je duhovnica Jana precej kritična do njenega delovanja. Zanimivo je bilo, da v bistvu ko je bilo na tem, da bo film prišel ven, je kar tako malo završalo po Prekmurju med evangeličani. Ja, kako pa to zdaj? To pa zdaj so se zelo bali, kaj bo ona proti njim rekla in da je to boj proti cerkvi. In potem so dejansko 2 špijuna poslali v Maribor. V bistvu inšpektorja evangeličanske cerkve, to je desna roka od škofa. In še to Vlatko, ki je v Mariboru v bistvu evangeličanska duhovnica, ampak sta bila tako zelo pozitivno presenečena in v bistvu čisto spremenila mnenje in na koncu zelo čestitala, da po moje, če dojameš, da je to film proti cerkvi, pol nisi dojel poante filma, ker to je čisto
Janin aspekt zgodbe in Janine osebne bitke in odločitve in v bistvu je cerkev samo del problema oziroma stvari, ki jo proba rešiti. Mater, ko smo v akciji, čas teče kar hitro mimo, tako da recimo, da je to za danes. Mogoče za konec samo še obvestilo, da je Slovenski filmski center podaljšal rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in audiovizualnih projektov 2024. Nov rok prijave je 10. maj 2024. To je vse za danes, lepo se imejte in čau.